Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Nadaljujemo serijo investicijskih podcastov. Obdelali smo že vzajemne sklade, trgovalne platforme, danes pa so na vrsti kotirajoči skladi oziroma tako imenovani ETF, kar po angleško pomeni Exchange Traded Funds. Ti skladi so praviloma cenovno bolj ugodni od klasičnih vzajemnih skladov, ki se tržijo v Sloveniji in so vse bolj priljubljeni med vlagatelji. Ponudbe skladov, ki kotirajo na borzi, je precej. Marsikateri slovenski vlagatelj, pa tudi benti nad regulativo, ki je začela veljati na evropskih tleh v letu 2018 in ki omejuje investiranje v priljubljene ameriške ETF-e, kot so Vanguard, SPDR, iShares in tako dalje. Amerika velja za zibelko in meko ETF-ov in Evropa ji težko sledi. Evropska regulativa pa od izdajateljev ETF-ov zahteva, da za namen trženja malim vlagateljem na evropskih tleh predložijo tako imenovani KIT. To je dokument o ključnih informacijah za vlagatelje. Ideja je, da se s tem transparentno predstavi finančni inštrument in hkrati omogoča enostavno primerjavo med njimi. Podobne dokumente je potrebno predstaviti strankam tudi pri drugih finančnih produktih, kot so posojila, zavarovanja in podobno. To je sicer super, pa vendar v določenih delih tudi precej nelogično. Denimo, mali vlagatelj lahko čez lužo kupuje precej bolj tvegane naložbe, kot so delnice in izvedene finančne inštrumente, ne more pa kupovati ameriških ETF-ov, ki veljajo zaradi načela razpršenosti za manj tvegane. Vseeno pa lahko rečemo, da je Slovenija očitno nekaj posebnega, saj vlagateljem nudi nekaj več, kar druge evropske države načeloma ne. Zadnjič smo omenjali krovne vzajemne sklade, ki veljajo za nekakšne davčne oaze. Danes pa razkrivamo, da slovenski vlagatelji lahko kupujejo tudi ameriške ETF-e navkljub regulativi in sicer preko določenih slovenskih borzno-posredniških hiš. Kot zainteresirana vlagateljica sem poklicala 4 brokerske družbe, pri 3 domačih brokerjih so mi potrdili, da je pri njih možen nakup priljubljenih ameriških ETF-ov, pri enem tujem brokerju, ki posluje pri nas, pa da je to rezervirano zgolj za profesionalne vlagatelje. Kako je to možno? Obrnila sem se na regulatorja, torej na Agencijo za trg vrednostnih papirjev oziroma ATVP, od katerega sem dobila naknadno pojasnilo, da trenutno vlagateljem v Sloveniji ni dovoljeno tržiti skladov iz tretjih držav. Prevedeno to pomeni, da brokerji ne smejo tega oglaševati, sicer bi to verjetno že davno izkoristili kot konkurenčno prednost. Kako potem sploh lahko kupimo te ETF-e? ATVP s pojasnilom nadaljuje in sicer, da lahko borzno-posredniška družba na zahtevo stranke izvrši naročilo za nakup tovrstnega finančnega inštrumenta. To v prevodu pomeni, da je na vašo izrecno zahtevo in če ta ustreza vašemu profilu tveganja, lahko ta nakup opravite. Hudič pa je v podrobnostih, saj smo že ugotovili, da so slovenski brokerji zaradi posrednega dostopa do globalnih kapitalskih trgov precej dražji od tujih, zato je potrebno pred investiranjem v ameriške ETF-e opraviti domačo nalogo in izračunati, pri katerem znesku je ta nakup smiselen. V mislih je potrebno tudi imeti, da vsak strošek znižuje našo donosnost. Mimogrede, takšnega obvoda evropske regulative ne ponujajo priljubljeni brokerji, kot so Interactive Brokers, eToro, CapTrader, Trading 212 in drugi. Pa tudi številni slovenski traderji, tako ljubiteljski kot profesionalni, o tem obvodu nič ne vedo, niti mediji o tem niso poročali. Ker ni vse, kar se sveti, tudi zlato, predlagam, da se poglobimo v vsebino, zato da bomo kot vlagatelji znali pametno izbirati ETF-e in ne bomo nasedali prodajno motiviranim nasvetom. O skladih, ki kotirajo na borzi, torej ETF-ih, se bom pogovarjala z Nikolom Malkovičem, ki je samostojni investitor in to tematiko obvlada. Zdravo, Nikola!
Živijo, Marja, zdravo. Evo, tvoj kolega Toni Jukić te je v prejšnjem podcastu omenil kot enega od pionirjev na področju izobraževanja glede trgovanja pri nas, zato nekako računamo na te, da nas boš ustrezno izobrazil glede investiranja v ETF-e in vse pasti, ki nam grozijo, boš tudi seveda izpostavil. But no pressure. Nikola, greva kar direkt vsekat. Ali ti lahko preko svojega brokerja kupaš ta hip najbolj vroči ETF, to je ARK Innovation? Žal ne, zaradi tega, ker 2018 je evropska regulativa sprejela direktivo, da morajo skladi oziroma vzajemni skladi in tako investicijski oziroma ETF-i morajo zraven, ko se tržijo, morajo zraven imeti en dokument, to je KIT dokument, torej dokument s ključnimi podatki. In večina ameriških oziroma mnogi ameriški ETF-i, ki trgujejo v Ameriki, se temu niso prilagodili, tako da žal evropski mali investitor nima dostopa do trenutno najbolj vročega ETF-a oziroma najbolj vroče družbe za upravljanje ARK Invest. Tako da so določeni drugi načini, kako priti do tega ETF-a, ali prek izvedenih finančnih instrumentov, CFD ali pa prek opcij, ampak to je pač že pol druga zgodba. Ne? To je že višja matematika, Tako ampak lahko ti potolažem, če lahko temu tako rečem, tudi jaz ga ne morem kupiti, niti druge ETF-e, ker je izdajatelj iz ZDA, kot so recimo priljubljeni Vanguard, SPY, iShares, tega pač enostavno ne moremo kupiti ne preko Interactive Brokers, ne prek CapTraderja, ne prek eTora, OptimTraderja in mislim, da večino drugih brokerjev tudi ne. Toda za slovenske vlagatelje je luč na koncu tunela. Ne le, da so vzajemni skladi v Sloveniji nekakšna davčna oaza, pač pa je Slovenija, lahko rečemo, tudi ETF oaza. 3 slovenski brokerji, morda je še kakšen, jaz sem preverila pri 4, ponujajo tudi možnost nakupa prej omenjenih ameriških ETF-ov. Te ETF-i niso usklajeni s pravili, tako kot si tudi že omenil, nimajo ključnega informacijskega dokumenta oziroma KID-a, ki pomaga vlagateljem pri razumevanju in primerjavi produktov. No, in v neuradnem pogovoru pri enem od brokerjev sem denimo izvedela, da pri njih lahko kupimo vse te ameriške ETF-e brez KID-a, z izjemo delnic in ETF-ov vezanih na marihuano. Torej, nič travce za slovenske vlagatelje. Nikola, si ti vedel to za marihuano? Ne, nisem vedel, žal. Ne. Tudi nisem vedel, da se da pri slovenskih brokerjih pride do teh ETF-ov. Ne vem, kako je to možno, ampak zagotovo te ponudniki vejo in pač so se odločili tudi ponujati. No, dej se te bom jaz povedala, ker sem dobila to informacijo, kar mi je bilo tudi meni malo presenetljivo in smo se še danes zjutraj pred snemanjem tega podcasta ukvarjali s to tematiko. Skratka, ta drug broker mi je neuradno povedal, da pri njih lahko tudi kupujemo ETF-e brez KID-a in da tudi imajo dovoljenje regulatorja, da to lahko počnejo, naročilo pa je izvršeno kot execution only. Kaj pravzaprav, Nikola, pomeni execution only? Iskreno povedano, težko povem. Res, ne vem, kako je to možno. Execution only pomeni, da pač oni samo posredujejo, ampak glede na to, da so kot posredniki upravljajo tudi to stvar, mogoče ne ni zraven svetovanja ali kakorkoli. Tako da iskreno to je bolj stvar kakšnega pravnika ali pa regulatorja, kot pa da bi jaz to znal ti pojasniti. No, evo, zdaj se stvar stopnjuje, ker ta tretji broker mi je pa spet neuradno povedal, da se te non-UCITS skladi razvrščajo med kompleksne inštrumente, zato mora vlagatelj podpisati dokument, ki se mu reče obratna solicitacija, kar pomeni, da vlagatelj sprejme vsa tveganja povezana s to naložbo. Okay, jaz sem želela vse to preveriti tudi pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Nek odgovor sem dobila, a sem jih prosila tudi za dopolnitev razlage in v času snemanja najnega pogovora te razlage še nisem dobila. No, in kako se ti zdaj zdi, Nikola, ko vse to veš, da lahko kupuješ tudi prek slovenskih brokerjev ameriške ETF-e? Ja, takole, prvo kot prvo, treba se zavedati, da ameriški ETF-i so dostopni tudi evropskim investitorjem, ampak po mojem vedenju le tistim, ki so profesionalni investitorji. In po zakonodaji je profesionalni investitor tisti, ki mora doseči nekatere pogoje. In ti pogoji so relativno težko dosegljivi. Kakor jaz vem, po ZTFI je profesionalna stranka tista, ki ima
vsaj 2 od 3 pogojev. Mislim, da en pogoj, da mora imeti 500,000 v denarju oziroma v likvidnih sredstvih, mora vsaj 1 leto imeti izkušenj delovanja v finančnem sistemu, pa mora še dokazati, da je opravljala v zadnjem letu vsaj 10 poslov vsak kvartal v povprečju, znatnih poslov, torej poslov znatne velikosti. Tako da, če ti to dosežeš, in tukaj tudi je recimo Interactive Brokers kot posrednik, imaš to možnost, torej če dosežeš ta 2 pogoja od 3, si lahko profesionalna stranka in normalno trguješ. Sedaj, če pa vseeno lahko trgujemo kot retailerji prek teh naših 3 slovenskih posrednikih, se pa potrebno pozanimati najprej, kakšna je provizija, in kakšni so stroški vodenja računa, stroški konverzije in tako naprej, ker glavna prednost Exchange Traded Fund oziroma ETF-ov je ravno v teh nizkih stroških. In mnogi investitorji jih uporabljajo, tudi te ETF-i so bili namenjeni prvotno dolgoročnim investitorjem, torej tistim, ki mislijo biti ravno aktivni. In ravno te nizki stroški ETF-ov, ki v povprečju lahko dosegajo, desetino upravljalskega stroška nekakšnega vzajemnega sklada, aktivno upravljenega vzajemnega sklada. Tako da tudi taki investitorji so zelo občutljivi na kakšnekoli dodatne provizije. Tako da najprej bi se pozanimal o teh stroških, videti, kakšen vpliv imajo pri nakupih ETF-ov, potem pa potencialno se lahko tudi odločijo. Ampak moje mnenje je, da seveda veliko takih ETF-ov v Ameriki, ameriški trg je največji trg za ETF-e, ampak kljub temu se je veliko izdajateljev, tudi ameriških, odločili se prilagoditi tej novi regulativi, tako da imamo tudi v Evropi veliko dobrih in likvidnih ETF-ov, ki so tudi dejansko se lahko tržijo malim vlagateljem. Ja, jaz se s tem strinjam, ampak vseeno, ko že omenjaš te domače brokerje, stroške, tukaj vseeno treba povedati, da stroški pri domačih brokerjih niso ravno najbolj nizki, če temu lahko tako rečem, in da seveda je potrebno narediti domačo nalogo, preden investiramo, in tudi v bistvu ugotoviti, pri kateri višini zneska se nam v bistvu kalkulacija izplača. Dajva pogledati, kako to poteka v praksi. To sem preverila pri brokerjih, in sicer broker opravi pregled ETF-a, in če ta ETF ne uporablja vzvoda in ustvarja donos z nakupi samih delnic, temu strokovnjaki načeloma rečejo plain vanilla, potem je kompleksnost naložbe nižja in zelo verjetno bomo lahko kupili delnice oziroma ETF-e preko tega brokerja. Prej pa je potrebno tudi izpolniti formular, in sicer profil vlagatelja, in če bo ustrezal, potem lahko kupimo, če ne, pa ne. Čisto slučajno imam profil vlagatelja, ta formular pred seboj, BKS mi ga je poslal, ker sem tam tudi stranka, da ga moram izpolniti, in sicer ta profil vlagatelja, dokler ga ne izpolnim, ne morem trgovati preko njih. A slišiš, šelestenje papirja? Ojoj, ja. Ojoj, točno to. No, ta obrazec in pa tudi druge obrazce moram dejansko izpolniti na tej papirni verziji in jih tudi poslati po pošti. Na hitro ti povem, kva piše gor. Piše znanje in izkušnje, trenutno delovno mesto, potem imamo finančno stanje in zmožnosti pokrivanja izgube, iz kje dobivamo prihodke recimo, potem naši naložbeni cilj in stopnja sprejemljivega tveganja, tukaj napišemo sami, kakšen je naš namen investiranja, pa kdaj bomo vnovčevali sredstva. Dokaj klasičen dokument, tudi za odpiranje borznega računa, recimo, ali pa pri spletnem brokerju, prav tako moraš izpolniti veliko teh podatkov. Pač to je zaradi tega, ker je regulativa takšna, KYC moraš narediti AML, torej Know Your Customer, oziroma za preprečevanje financiranja terorizma in pranja denarja. Tako da to definitivno verjamem, tudi delal sem v borzni hiši več kot 10 let, da pravniki imajo to pokrito, seveda. A je to zdaj v redu ali ne, verjetno je bilo to skomunicirano z vsemi ali pa z regulatorji, tako da očitno pije vodo, bova pa še videla, kaj bo regulator povedal. Okay, druga vroča zadeva, ki je tudi nekako udarila na slovenski vlagateljski trg, je to, da je Ljubljanska borza napovedala uvrščanje ETF-ov na borzo, ampak jaz bi to bolj proti koncu podcasta govorila o tem, ker je veliko stvari za pokomentirati, pa mogoče ne bi že tako na začetku poslušalcem povzročala glavobola, če si iskrena.
Zdaj greva pa na vsebino. Kruno Abramovič je večkrat v podcastu o vzajemnih skladih pojasnil, da so ETF-ji prav tako vzajemni skladi. Zato dajva najprej pojasniti osnove ETF-ov. Kaj torej so ETF-ji? Ja, v bistvu bolj bi lahko rekli investicijski skladi, ki kotirajo na borzi, tudi samo ime pove Exchange Traded Funds, tako da zelo podobno kot vzajemni skladi razpršijo svoje premoženje, večinoma, če so pasivni, kar je velika večina trenutno takih skladov, je, da sledijo določenemu indeksu in ga probajo temu indeksu popolnoma slediti z seveda zelo nizkimi stroški, za razliko od aktivnih vzajemnih skladov, poznamo seveda tudi indeksne vzajemne sklade, ki pa mislim, da v Sloveniji je samo par, recimo, da jih par, 2 družbi za upravljanje mogoče ponujata, če se ne motim. Ampak problem je v tem, da aktivni vzajemni skladi seveda od zadaj imajo analitike, upravljalce, tržnike in tako naprej, pravnike, in so te stroški definitivno morajo biti večji, da lahko pokrijejo te stroške, medtem ko pa pri ETF-u, ki sledi določenemu indeksu, je to zelo enostavno, ker te indeksi se zelo malo spreminjajo in naložbena politika se spreminja samo takrat, ko se dejansko indeks, ko izdajatelj indeksa spremeni svojo sestavo. Tako da, kar je tudi dobra stvar, je podobno kot vzajemni skladi, kot smo že rekli, da lahko zelo enostavno razpršiš premoženje. Po drugi strani pa to, da kotira na borzi. Ti vzajemni sklad moraš kupiti direktno od družbe za upravljanje, medtem ko pa ETF dejansko trguje tako kot običajna delnica, kot delnica Tesle, kot delnica Krke ali Apple, kakorkoli. Tako da ti dejansko z nakupom ene delnice zelo enostavno razpršiš svoje premoženje med potencialno košarico 50, 500, 1000, 2000 podjetij. Tako da to je zelo enostaven način te razpršitve premoženja, kar pomeni, da tudi je relativno ETF bolj likviden kot pa potencialno vzajemni sklad, čeprav ta likvidnost se kaže mogoče v dnevu, 2, ker recimo ETF lahko kupimo v času in prodamo v času odprtja borze, medtem ko vzajemni sklad dejansko kupujemo oziroma prodajamo po točki, ki je znana šele naslednji dan, tako da tle smo vseeno lahko malce aktivnejši, ampak glavna prednost so pa predvsem te stroški, ki so zelo nizki, in zato ravno ta razlika med temi stroški se pokaže na dolgi rok. Samo še ena stvar, ki je tukaj pomembna. Ti stroški sami po sebi niti ne bi bili, recimo nizki stroški ali pa visoki stroški pri vzajemnih skladih, tako pomembni, če bi aktivno upravljani vzajemni skladi dosegali ali pa presegali svoje primerjalne indekse. In žal trenutno takšna statistika je, da na dolgi rok, recimo 10 let, 15, 20 let, večinoma aktivni, pa 20% mogoče aktivnih vzajemnih skladov doseže ali preseže svoj indeks. In ravno zaradi tega so indeksni skladi, ETF-ji toliko zanimivi, ker ta razlika se pozna precej, ko je obdobje daljše. Torej, ko investiramo recimo 15, 20, 30, potencialno 40 let, se ta razlika res pozna. Tako da to je pomembno. Ne samo, da so imajo nizke stroške, ampak tudi, da, ker meni ni problem, Marja, meni ni problem plačati, recimo, če zdaj pogovarjamo o ARK Investu, od Katie Wood. Ona računa nekje od 0,8, 0,9, če se ne motim, za svoj največji sklad, ARK Innovation Fund. Super, meni ni problem dati 0,9, če ona naredi 200%, delniški trg svetovni pa naredi 100%. In tudi meni ne bi bil problem narediti, dati, ne vem, karikiram, kakšnemu aktivnemu upravljenemu vzajemnemu skladu, ki računa nekje 2%, če bi on presegel ta indeks, če bi on naredil 5%, 10% več kot indeks v roku 3, 5, 10 let, recimo. Zato je nekako na daljši rok so mi ETF-ji definitivno boljša naložba, če gledamo statistično. Mogoče tukaj, če lahko dodam, na 10-letno obdobje so pri nas, mislim, da so bili 3 skladi, ki so presegali svoj lastni benchmark oziroma kriterijski indeks. Tukaj se mi je pa zdel tudi argument Krunota Abramoviča zanimiv, ki pa je povedal, da 100% ETF-ov ne preseže indeksov. Ja, mislim, super argument, kar je dejansko res. Ampak po drugi strani pa je pa statistika ta, da, ker on je zelo lepo povedal, da dejansko ti, ko daš aktivnemu upravljalcu, dejansko imaš možnost, da ga bo presegel. Ali pa upanje, da bo ga presegel, ali pa vsaj dosegel, ampak žal statistika tega nam ne potrjuje in ravno to je ta problem. Če bi se to dogajalo redno, mogoče se daje takole, ampak je to definitivno prekratko obdobje, ko je se začel COVID, recimo lani, marca, aprila, ko smo dejansko res videli tele odstopanja med sektorji, ko so tehnološke delnice
delale izjemno dobro, medtem ko so drugi sektori, ki so bili dosti bolj vezani na realno ekonomijo, so precej bili slabši. Tle se sedaj vidi tale potencijalno odstopanje in neka dodana vrednost teh aktivno upravljanih skladov. Recimo Katie Wood je z ARK Investom zelo lep primer tega, ne? In je zaradi tega, ravno ker je dosegla tako precej nadpovprečne donose, privabila veliko denarja. Če smo mi dolgoročni investitor, se treba vprašati, ali je to mogoče trend nadaljevanja, ali se bo to začel nek trend, ali je pa to samo bila posledica COVID-a in bojo nekako, ko se ekonomija stabilizira, se bojo spet vse vrnili nazaj na stare tirnice. To je pa spet vprašanje, tako da res prekratko je to obdobje, da bi se lahko o tem pogovarjali zaenkrat. Zdaj se že dvakrat omenil Katie Wood, zdaj jo bom pa še jaz. Ja. Aktivno upravljan ETF, vroča zgodba, vsi zelo radi pišejo zdaj o tem. No, ta ARK Investment je v zadnjih 5 letih ustvaril kar 559% donosnost, medtem ko je indeks 100 največjih ameriških tehnoloških podjetij Nasdaq 100 zabeležil, zdaj bom rekla v navednicah, le 220% donosnost. Torej, če prevedeva to na leto, ARK 46% na leto, Nasdaq pa 26% na leto. Zdaj to ustanoviteljico ARK Investments, Katie Wood, so celo označili za novega Warrena Buffetta. Kaj si ti misliš recimo o tem, ko ti slišiš, da je Katie Wood novi Warren Buffett? Tako da bi bilo, ljudje radi se poistovetimo z nekom, torej radi kujemo ljudi v zvezde in se radi, imamo neke idole. In definitivno Katie Wood je nekaj spremenila, ker ona je zelo transparentna. Res, dejansko ti vsak dan po zaključku trgovanja, ko vidiš, katere pozicije ona ima v svojih skladih. Oni tudi javno debatirajo o podjetjih in skupaj poskušajo z communityjem jih analizirati in tako naprej. To se mi definitivno zdi neka dobra stvar. Ker dejansko mi, ki ne moramo kupovati, mali investitorji direktno ARK-a, ali pa vsaj tisti, ki trgujemo. Tisti, ki trgujemo prek nekaterih evropskih posrednikih, potencialno lahko tudi kupujemo nekatere delnice, ki jih ima ona v svojem portfelju. Recimo, ona je pač stavila na Teslo in Tesla je predstavila zelo veliko utež v njenem portfelju in s tem, ko je Tesla naredila 400, 500, 600, 700%, je seveda tudi ona s tem zaslužila. In ona je pač stavi tako, ker recimo vzajemni skladi je tako. Vzajemni skladi imajo večinoma zelo razprošeno premoženje, posamezna delnica dosega 2, 3, mogoče 4% maksimalno, večino so to majhni delci. Ona se je pa odločila, jaz sem aktivna, jaz bom se skoncentrirala, jaz bom dala veliko denarja v 5, 6, 7 top svojih zgodb in bom probala s tem nekako preseči trg. In zaenkrat je to uspeva in super, in tudi nov denar prihaja. In tudi zdaj, ko je bil tale padec na trgu, ko je ta ETF padel za približno, se mi zdi, okrog 30, pa mogoče več odstotkov, so ljudje dejansko vplačevali dodatno. In to je tudi ena taka zanimiva zgodba, ker tudi ETF-i so zanimivi res na dolgi rok. In če se ti odločiš investirati v ETF-e na dolgi rok, se moraš tudi zavedati zakonitosti delniškega trga. Torej, preveriti zgodovino. Če gledamo zgodovinsko, so se trgi do sedaj vedno pobrali. In če gledamo nekoga, ki je investiral vsaj za 20 let, ali pa 25, 30 let, zgodovinsko gledano, če gledamo ameriški trg, ni bilo nikoli izgube. Tako da res na tisti dolgi rok ta dolgoročno investiranje ti da neke potencialne donose, ki so večji od investiranja v obveznice ali pa zadržanja denarja na banki. In kar je zelo zanimivo, en podatek, ki sem ga bral ta teden, je, da je v zadnjih 5 mesecih toliko bilo prilivov v globalne delniške sklade, kakor prej v 12 letih. In mislim, da se sedaj že kaže to obdobje nizkih obrestnih mer, ker te dejansko prvo kot prvo nič ne dobiš na banki. S tem te poskušajo centralne banke prisiliti, da si malo bolj agresiven, čeprav mogoče nisi. Po drugi strani bereš o nenormalnih donosih, pa ne samo na delniških trgih, imamo še kriptotrge in tako naprej. Da si rečeš, ker to se zelo veliko dogaja, jaz se tudi pogovarjam z ljudmi in rečejo, Nikola, jaz sem denar na banki, jaz bi rad investiral, Bitcoin danes, spet nov zgodovinski vrh, Ethereum je šel spet gor, delnice grejo vsak dan gor, jaz ne morem več spet denar na banki, kaj ne naredim? Moj prvi nasvet je, da se pač treba prvo malo izobraziti. Zakaj izobraziti? Ker ko grejo trgi gor, Maja, ti tudi verjetno sama veš, nobenih težav ni. Vsi je vse ok, dajmo investirati, vse super. Ampak ko pride do prve korekcije, se pa začnejo kazati razlike med tistimi, ki so se izobrazili, vejo, kaj lahko pričakujejo,
vejo, da delniški trgi ne grejo samo gor, da so tudi korekcije, potencialno tudi večje, da se trgi tudi zgodi, niso vedno takoj pobrali, ker zdaj smo navajeni v 12 letih, da se trgi takoj poberejo, ko padejo, ker takoj vstopijo strane banke, dajmo jim pomagati in se trgi poberejo. Tako da nekako so se investitorji navadili na to, da vsaka korekcija, ki pade, dajmo dokupiti. Kar je super, ampak ko bo enkrat prišlo do, potencialno 2-letnega, 3-letnega padca trgov, se pa treba zavedati tudi, da veš, kaj to pomeni. Da to pomeni potencialno, da mogoče pa še 2 leti ne bo trg nič naredil, ker tudi evropski trg ni se nikamor premaknil 5-6 let. Emerging marketi po tistem skoku 2009, 2008, 10 let niso nič naredili, so se šele zdaj prebili na nove vrhove. To so ene stvari, ki so zelo pomembne, ki jih je treba upoštevati, preden gremo pa kupimo. ARK 2, super, 600% je, zdaj pa mi kupimo, zdaj pa še nadalje 300. Pa ARK pade za 50%, pa rečem, pa kako? Pa to je pa spet rigged market, to je vse skupno tek in se spet umaknejo nazaj, čeprav vemo, da kapitalski trgi pa delniški trgi lahko dolgoročno dobijo zelo lepe donose. Z vsem se strinjam in o tem bova še več povedala majčkeno kasneje, bi pa vseeno še malo se ustavila pri ARK Investment, ti si ga omenil 2-krat, jaz zdaj samo tle sledim. Zdaj, če smo iskreni, Berkshire Hathaway, ki je sicer holding in lahko delnico seveda kupimo na borzi, trenutno kotira pri rekordnih $400,000, je v bistvu tudi na nek način razpršena košarica naložb. Delnica je sicer, kot rečeno, zasoljena, ampak takih holdingov je veliko in če bi želeli kupovati razpršene košarice naložb, lahko kupujemo tudi delnice holdingov. Tukaj je bila moja prva asociacija, ko sem slišala primerjavo med Woodovo in Buffettom. Ne vem zakaj, ampak to sem se spomnila, ker Buffett ima tudi zelo, zelo razpršeno košarico. Je pa res, da tudi ne moramo kupiti frakcije od Berkshire Hathaway, Klesaj, ko sem pa že omenila. Pa vzameš Kles B, pa lahko potencialno lahko investiraš, ki je seveda cena manjša. Ampak gre bolj za to, da za večino ljudi, zdaj, če gremo tisti, ki se s tem ukvarjajo ali kot hobi, ali profesionalno, ali pa kot semi, malo po službi pa tako naprej, mogoče se lahko grejo tudi takšnih investicij v nekatere take zvezde, trenutne zvezde, ker v preteklosti je bilo ogromno zvezd, ki niso več bili zvezde, ker se trg obrne in tako naprej. Tako da jaz bi bolj priporočil ljudem, da se osredotočijo na neke bolj naložbene razrede, ker iskreno zame nekom priporočati, enostavno želiš investirati dolgoročno, ali je to za pokojnino, ali je to za, imaš otroke, pa bi rad čez 20 let jim ponudil, neko vsoto denarja, da mogoče začnejo neko svoje samostojno življenje, ne rabiš veliko komplicirati. Moram te pohvaliti, tudi ena pohvala zate, takrat po podcastu na koncu zadnjih 5 minut z Krunom Abramovičem, tvojih 5 minut je bilo res fantastičnih, kar si povedala. V tistih 5 minutah si nekako bistvo celotnega investiranja dolgoročnega povzela. Vsakem poslušalcu predlagam, da še enkrat poslušajo tistih zadnjih, makar če ne cel podcast, tistih zadnjih 5 minut tvojih. Tako da nekako se mi zdi enostavno, če nekako rečemo, da je nek indeksni sklad, dosega nadpoprečne donose, ali pa dosega donose, ki so boljše od nekih aktivno upravljanih skladov v povprečju, pustimo zdaj kakšne take zvezde, kot je recimo ARK, trenutno, enostavno si izbereš nek globalno razpršeni sklad, ga greš preko ETF-ov, da popolnoma minimiziraš stroške, ker, kot sem že povedal, ti stroški se kažejo, res se ta razlika kaže na 20 plus let. V 10 letih niti ni toliko. Če boš dala kalkulator, pa boš dala noter te cifre, ni neka taka huda razlika, spet da rečeš, ker kaj pomeni spet investiranje v ETF-e? Pomeni veliko samega dela, veliko moraš ti sam narediti, ti moraš odpreti trgovalni račun in če potencialno želiš tudi mesečno investirati, moraš veliko ti svojega nekega efforta dati notri. Ti moraš nakazati prek banke na borznega posrednika, ta denar pride in pol moraš ti na določeno periodo tudi opraviti te posle. A si to discipliniran, da boš to počel, Tako da ni to samo, dajmo ETF, vse je super, In dosti ljudi, kolikor opažam, jim se ne da ukvarjati s tem, In če se jim ne da, čeprav je trend definitivno sedaj, ko je trg vroč, je trend, da ljudje se izobražujejo in dajo veliko na to, ampak če se ti pa ne da, a pa se nočeš s tem ukvarjati, enostavno, veš, kakšne so posledice tega in investiraš v vzajemne sklade, daš trajnik, mesečno vsak mesec 50,
70-100 evrov, kolikor pač je, in se ti lepo na dolgi rok definitivno se ti bo poznal, da boš imel potencialno večji kupček denarja. Ne. Mene precej kličejo in ravno to mi govorijo. Radi bi investirali, ampak ne bi se pa radi izobraževali in kupovali ETF-e in gor in dole. In ja, druge variante ni, kot da greš v vzajemne sklade. Nikola, zdaj se bomo pa bolj skoncentrirali danes na ETF-e in kaj je pomembno, ko se odločamo pri izboru, ker teh ETF-ov je res malo morje. Omenila sva že, da sledijo indeksom. Recimo najbolj znani delniški indeksi so S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average in še približno 5000 drugih indeksov, podindeksov in vse živo. Pol odločitve za izbor ETF-a je izbor indeksa in pa trga, ki mu sledi. Komu vse sledijo ETF-i? Lahko majčkeno tukaj razdeliva te skupine finančnih indeksov, trgov, ki jim sledijo in glavne ponudnike. Tako je, pri ETF-ih je res tudi to, lahko je prednost, lahko je tudi slabo za nekoga, ki pač nima tega znanja, ker je preveč vsega, ne? Ampak dobra prednost je za tiste, ki pač vemo, da nam veliko ponujajo. Torej, mnogokrat lahko prek ETF-a kupimo določeno zadevo, ki je ne moremo dobiti recimo preko vzajemnega sklada. Torej, prvo, kar je, da se ETF-i delijo na to, da sledijo določenim delniškim indeksom, borznim indeksom. Kot si že povedala, v Ameriki imaš tudi borzni indeks na nemški trg, ki je DAX, imaš tudi borzni indeks na francoski trg, ki je CAC, imaš na kitajski trg, ki je, ne vem, Šanghaj in tako naprej. Ne? In to je, da prvo investiraš v te delniške trge, potem pa lahko ti investiraš v določene regije. Ne? Kot je recimo, jaz bi pa rad investiral v Evropo, investiraš v Evropo, jaz bi rad investiral v Azijo, ker je noter Japonska, Kitajska, Indonezija, Tajska in tako naprej. Rad bi investiral v Južno Ameriko. Ne? Potencialno pa tudi lahko greš bolj nišno in investiraš v določene sektorje, v katere verjameš. Srednjeročno, kratkoročno, dolgoročno, kakorkoli že. Lahko investiraš v recimo ETF, ki sledi panogi letalskih družb. Lahko slediš panogi solarnih podjetij, ne? Potem lahko medicinska marihuana, biotehnološka podjetja in tako naprej. Tega je ogromno. Torej, če ti nekaj prebereš, neko zgodbo, skoraj je zelo verjetno, da lahko tudi investiraš v to. Kot sem že povedal, ameriški trg je tle dosti bolj razvit in res tam obstaja vsaka stvar, ampak tudi v Evropi se najdejo dokaj likvidni ETF-i. Torej, to je prva stvar, da imamo res razpršenost, pa saj potencial, v kaj lahko investiramo. Po drugi strani se pa treba zavedati, da te nišne panoge so lahko nelikvidni, torej imajo majhno vrednost denarja v upravljanju in to je lahko tudi tveganje, ker dostikrat se izdajatelj odloči, da če je nek sklad ETF premajhen, da enostavno ga ukine. Pa imaš spet problem, da jo ukine, spet to je prodaja, to je spet davčni dogodek, treba spet to sporočiti na davčno upravo in tako naprej. Ne. Kaj se zgodi z mojim denarjem, ko nekdo ukine ETF? Ti v bistvu, ko ukinejo ETF, prodajo sredstva po tržni vrednosti in ti dobiš vrednost ETF-a po likvidacijski vrednosti. Tako da, če so to likvidne delnice, če so to delnice, potem ni veliko težav, to dobiš nekako to vrednost. Pravi, imaš pa druge zadeve, moraš poročati, ker to odsvojitev, moraš poročati finančni upravi, ker to gre za delniške naložbe in tako naprej. Ampak, če je likviden sklad, če niso to neki papiri noter, ki so nelikvidni, pa je cena in niti ne veš, kakšna je, potem se lahko to dostikrat zaplete, pa lahko dobiš precej nižjo ceno. A ti si že kdaj imel to izkušnjo, da so ukinili ETF, ker si ti imel denar? V bistvu, sem. Dejansko sem, to je še ena stvar, da se treba res pozanimati, v kaj investiraš. Tako da tisti, ki investirajo v te indekse, kot smo povedali, to so res zelo likvidni ETF-i, ki sledijo S&P 500, ki sledijo, svetovnemu delniškemu indeksu. To so dokaj likvidni ETF-i in nimaš tam težav. Ampak imaš ETF-e, ki recimo sledijo recimo indeksu volatilnosti v ZDA ali pa v bistvu služijo, kot ta indeks pada. Recimo, to je ta ena moja zgodba, ki se mi je zgodila leta, mislim, da je bila 2018 ali 2017, se mi zdi. Ne vem, če se ti spomniš ETF-a XIV,
To je bil Inverse Velocity Index, kar je bil ta ETF, je bil, da si ti služil, ko je indeks volatilnosti na S&P 500 padal. In ker smo takrat 2017 je bil res tako leto, ko je bila volatilnost zelo nizka, se jaz spomnim in ta indeks je res beležil zelo lepo rast, to so vsi veliki teh malih vlagateljev investirali, ker to je res bil ta sveti gral, dajmo sam, ker dolgoročno je ta indeks volatilnosti vedno nekako upadal, ampak je pa bilo tveganje, in jaz se spomnim, res taka zanimiva zgodba. Ta indeks je zaključil recimo trgovanje ob 10. zvečer, ko zaključi ameriški trg na 100. In jaz tako slučajno ob 11. sedim na kavču, vsi pri meni spijo že in jaz tako malo po Twitterju surfam in pač spremljam finančni Twitter predvsem, ne političen. Tako da in surfam en tam tweet reče, ja, tale XIV je pa padel zdaj za 20% v aftermarketu. Pazi, to je po uradnem zaključku. Torej, to je OTC trg, to je dejansko niti ni uradno trgovanje. In tako, ja, zdaj na 80, kaj se dogaja? Jaz tako, ok, pač grem pogledat in tako začne tečaj padati. 70, 60, 50, tako 40, jaz tako, čakaj malo. To je neka anomalija, to je super priložnost, dajmo mi to malo kupiti in seveda preko mobitela, preko aplikacije, preko svojega brokera, jaz lepo v aftermarketu, ki mi to seveda omogoča, ali grem jaz kupiti 100 lotov, kupim po 40, 38, 37, 35, ali še 100 lotov. Jaz sem tako kupoval in to na koncu delnice je bila 20. Jaz kako lahko 20, če je bila 100, če je zaključila 100, zdaj pa 20. Nisem pa vedel, oziroma takrat, ko si zvečer pred spanjem, si že malo utrujen, da je pa indeks volatilnosti na terminskih trgih je pa začel izjemno naraščati. Brez razloga, Marja. Pač nekateri veliki playerji so mogoče izkoristili, ali kako že, so izkoristili ta premik in so potem toliko pritiskali tale indeks volatilnosti, da indeks volatilnosti pridobil 100%. In če si ti inverzen, če ti v bistvu služiš, ko indeks pada, pa ta pridobi 100%, te pač zbriše. In jaz tako kupim in pač rečem, zdaj sem kupil, poprečno ceno sem zdaj karikiran, imel 32 ali 30, in jaz tako tisti trg zapre, zdaj se skupaj umirim in naslednji dan pride Credit Suisse, ki je izdal ta ETF. To ni bil ETF, to je bil ETN, to je bil Exchange Traded Note. Tako da to je spet druga zgodba. In tako reče, ja, v prospektu ETF-a je bila ena klauzula, da če vrednost točke pade za 90%, ali pa če indeks volatilnosti pridobi za 90%, mi ukinemo ta sklad. In tako naslednji dan pride in točka je bila, vrednost tega ETF-a je bila $5 in so rekli, če za en teden ukinemo in je to bilo to. In tako da to je bila taka res huda recimo lekcija. Če ne veš, v kaj investiraš, pa ne veš tisti res droben tisk, raj se ne tega, pa ne na takšen način, kot sem se ješel. Ja, pa ful pametnih nasvetov dobiš na družbenih omrežjih, in pa tako impulzivno kupuješ in potem končaš z izgubo. V svoji karieri sem dal vse to čez. Jaz sem 10 let, 12 let nudil podporo vlagateljem, ki so trgovali prek spletne platforme. Jaz skoraj vse vem, kaj se dogaja, skoraj ni primera. Jaz sem trgoval, ko je bil flash crash, ko je S&P 500 znotraj dneva padel za 20% v 5 minutah. Če se spomniš, to je bilo maja 2010, ko ljudje niso vedeli, kaj se dogaja. Procter & Gamble je imel tečaj $1 ali pa 0,1 cent. To so bile norije. Tako da jaz to vedno rečem, ko si ti zadnjič rekla na podcastu, dolgočasno, da ne bomo preveč dolgočasni. Včasih dolgočasnost ni tako slaba. Ker ti moraš vedeti, zdaj, ne me narobe razumeti, če ti rečeš 1% portfelja, pa 2%, pa 5% svojega portfelja, pa svojih likvidnih sredstev, ki jih imam namen investirati v delniške trge, namenim igranju, je to super. Če to je res en majhen delež. Ker ljudje smo taki, mi smo radi, radi beremo, radi smo mogoče nekateri, radi beremo, smo v forumih, probamo vroče zgodbe loviti. Ok, na meni to nek procent, ampak za tiste resnejše denarje, za neke cilje dolgoročne, pa dejansko iskreno vem, da to res se sliši dolgočasno, pa te dolgočasne naložbe so res najboljše, ker nimajo vsi časa 2-3 ure na dan se ukvarjati s tem in to loviti in se s tem ukvarjati. Ja, tega je zdaj ogromno in sploh tudi pri ETF-ih, vsak na YouTube, 3 top growth ETFs this month. Zdaj vsak mesec imaš 3 vroče zgodbe za ETF-e, mislim. Ko so te informacije prihajajo, pa še ena stvar, ki je zelo pomembna danes, Marja, je to, da nismo navajeni več čakati na določene donose. Vsi bi radi danes imeli, v enem mesecu bi radi imeli 100%. To mogoče v tem okolju to še deluje, ker smo res v res zanimivem okolju, če gledamo zgodovinsko, ker imamo obrestne mere, ki so rekordno nizke, imamo dejansko
države, ki nam dajejo denar. In to se bo preko slej končalo. In ne bi rad, da mnogi, ki sedaj mislijo, da so ujeli svet igrali, da je to zelo simpel igra, da se potem zelo peče. Tako da iskreno povedano, imam dosti takih klicev, ki mi reče, gospa Nikola, nekaj smo zaslužili, nekaj so moji sinovi zaslužili, kaj ne naredim? Ja, čim prej denar, kupiti nekaj opremljivega potenciala, da se ta denar ne porabi, ali pa ga dati dol, pa ga pustiti na računu, da stoji, da se malo vse skupaj to pomiri, da človek absorbira, kaj se to dogaja. Se to bova potem tudi malce več povedala. Drugač pa ja, to je instant gratification, zadovoljevanje, hitno zadovoljevanje potreb, to je velik problem sodobnega časa. Ampak da greva biti še malo bolj dolgočasna in sicer se bova ukvarjala s stroški. Celotni stroški poslovanja ETF-ov redko presežejo 1% na leto, ponovadi so tam okrog 0,2 do 0,5%, pri tem ni upoštevana borzno-posredniška provizija, za večino spletnih brokerjev za evrski kapitalski trg pa znaša tam okrog 4 evre. Kateri so stroški, ki jih moramo upoštevati pri ETF-ih, pa jih morda spregledamo? Prvo je ta strošek upravljanja, torej upravljalski strošek, ki, kot si povedala, je zelo nizek. Potem seveda je strošek spletnega brokera, ker pač rabimo spletnega brokerja, posrednika, da nam omogoči nakup delnic, in to pomeni provizija, torej borzna provizija, kot si povedala. Potem treba videti, da so kakšni dodatni stroški. Veliko se govori o teh, ki dolgoročno investirajo, ki so zelo cenovno občutljivi, ta strošek neaktivnosti. Ker tisti, ki kupuje ETF, ga drži forever, če rečemo tako buy and hold, jaz ga mislim 20 let držati, meni vsak strošek, ki pomeni zame, da sem neaktiven, dodatni strošek, ki same nepotreben. In je to treba biti previden, potem je treba biti previden, če imaš kakšne strošek konverzije, ker dostikrat če ti kupuješ, večinoma zato jaz predlagam, da se kupuje v evrih, ampak če kupiš kakšen dolarski ETF, boš plačal še recimo $0,5 ali pa, 0,5% strošek konverzije, nekateri reče, to je 1%. Tako da moš mogoče kakšen strošek vodenja računa. Treba biti tudi pozoren na nakupni pa prodajni tečaj. To je recimo taka stvar, ki je še nikjer ne zasledim. Mogoče zato ne, ker večinoma ljudje kupujejo te zelo likvidne ETF-e, ker je ta spread, razpon med nakupno in prodajno ceno zelo majhen, recimo 1 cent. Imaš pa tudi takšne nišne ETF-e, kjer je ta spread lahko relativno velik in to je za tebe strošek. Plus provizija brokerja, plus upravljalski stroški in tako naprej. Tako da na to je treba biti predvsem pozoren. Prej smo že govorili precej o aktivno upravljanih ETF-ih. Mene pa zanimalo, koliko je teh aktivno upravljanih ETF-ov, ki jih lahko tudi Evropejci kupimo. Očitno jih lahko prek določenih brokerjev tudi kupujemo v Ameriki, ampak recimo prek teh brokerjev v Evropi. V glavnem teh aktivno upravljanih ETF-ov je 40. Te sem našla na spletni strani justetf.com. Super stran. Ja, ful dobra stran, jaz se zelo priporočam. Najdemo recimo od BlackRocka, JP Morgan, PIMCO in tako dalje in celotni skupni stroški aktivno upravljanega ETF-a so maksimalno do 0,75% na leto. Zdaj, če se bodo pojavljali aktivno upravljani ETF-i s tako nizko provizijo upravljanja, kaj je pa sploh smisel klasičnih vzajemnih skladov, ki trdijo, da so aktivno upravljani, tako kot aktivno upravljani ETF-i? Ja, mogoče to, da je pač ta enostavnost. Tako kot je gospod Kruno Abramovič povedal v podcastu, pač enostavno ljudje želijo zadeve imeti zelo enostavne. Z vidika stroškov pa uspešnosti verjetno ne bojo vzajemni skladi aktivni dosegali teh donosov potencialno. Ampak tle težko tudi primerjati, ker aktiven ETF v bistvu ima nek benchmark, ima nek primerjalni indeks, ki mu sledi, ampak on dejansko niti noče biti čist vezan na ta indeks. Ker jaz tako pravim, večinoma naši, tudi v Evropi, aktivni vzajemni skladi so dejansko, ko jim rečejo Američani, closet index funds. Dejansko bolj, ko ne sledimo temu našemu indeksu. Ker ti se moraš tudi nekaj zavedati, Marja. Če bi jaz bil upravitelj, pa to jaz nisem bil upravitelj vzajemnega sklada, tako kot sem se pač pogovarjal s kolegi, on se ne želi preveč izpostaviti stran od tega svojega primerjalnega indeksa, ker imaš tudi potencialno nek karierni risk, Ker kaj, če recimo tvoj primerjalni indeks naredi, v obdobju 3 let 40%, ti si pa naredil 5%. Ker si se izpostavil neke druge uteži tega sklada, namesto tega indeksa in si pač falil. Tako da večinoma oni poskušajo biti izpostavljeni tako kot njihov primerjalni indeks, ampak bolj malo balansirajo te uteži. Mogoče malo več Apple damo, mogoče zdaj malo ta sektor damo večjo utež. Ampak če se vrnem nazaj, enostavnost je pa še vedno neka zadeva, ki jo mnogi dajo neko vrednost. Ali dodana vrednost, ampak neko vrednost. Po drugi strani pa tudi imaš mnogo takih, ki enostavno ta nasvet potrebujejo. Ker recimo meni je zanimivo, da pri nas industrija svetovanja
se ni razvila v smislu, da bi ljudje, pa pustimo zdaj, ti si tudi sama povedala, nereguliran trg in tako naprej, zelo težko je tudi najti kakšnega res neodvisnega osebnega svetovalca, ampak ljudje niso pripravljeni dati 100 evrov za svetovalno uro, ko bi rabili pomoč. Ker oni rajš dajo potencialno v 20 letih toliko več za provizije, zato da ima nekoga, da ga lahko pokliče, da se lahko pogovori, ne? In tako naprej. Tako da, če govorimo o neki prihodnosti, mogoče še vedno ta enostavnost, ampak jaz mislim, da te mlajše generacije, ne, pa rečemo, ne vem, 40 dol, 35 dol, ne, se mi zdi, da nima več težav s tem, ker danes je vse na aplikacijah. Ima res, upravljam spletno banko, nakazujem iz spletne banke, trgujem te dolgoročnejše naložbe preko mobitela, tako da ni več to toliko zapleten, kot je mogoče včasih bilo. Ne. Je pa se treba izobraziti, moraš pa vedeti, kaj počneš, ker ko bo pa trg bil slab, ne, ko pa začel popuščati, pa moraš vedeti, ne, tako kot sem že povedal, moraš vedeti, zakaj se to dogaja in da se to dogaja. Prvi korak je vedno težek, ne? Ampak potem pa je ta enostavnost, to pa se strinjam. Ja, ja, v bistvu vse tudi odprtje trgovalnega računa pri brokerju je na začetku zelo težek. To mislim zelo težek, za večino je težek, ni tako enostaven. Ne? Tudi moraš ogromno formularja, pa ko enkrat to izpolniš, ne? Je pa tudi je lahko zadeva prek aplikacije in vse je zelo enostavno lahko to vse skupaj početi. Dajva se dotakniti zdaj še ročnosti držanja ETF-ov za vzajemne sklade nekako priporočljivo 5+, ne? Kaj pa ETF-i? Iskreno povedano 10+, če ne, rajši vidim 20+. Predvsem tudi zaradi tega, ker seveda odsvojitev, prodaja ETF-a pomeni tudi davčno obveznost. Po 20 letih smo mi oproščeni davka po trenutni zakonodaji, če prodamo delnice ali pa vzajemne sklade. Žiga, ki sodeluje na našem Discord kanalu MoneyHow, kjer se pogovarjamo o investiranju, v bistvu izpostavljeno zanimivo vprašanje. In sicer je vprašal, ali dejansko poznamo koga, ki bi redno mesečno vplačeval v ETF-e, ne pa samo govoril o tem. Torej, kako je to najbolj optimalno vzpostaviti, da je čim bolj avtomatizirano, tako kot pri vzajemnih skladih? Kako jaz tega to počnem? Ne? Recimo, prvo, kar narediš, je, recimo, da vsak mesec to delaš. Ne? Ti moraš pri mojem spletnem brokerju, ti moraš napovedati, da boš ti položil denar. Prvo, kar narediš, je, da rečeš, to bo ponavljajoči priliv. Potem pa žal naše banke ne omogočajo trajnika na spletne brokerje. Vsaj jaz ne vem, da se to da. Mogoče se da, mogoče boš ti Marja to našla na kakšen način. Ampak recimo, da pol uporabljaš banko, recimo jaz uporabljam N26, ne, ker nimam dodatnih stroškov z nakazili, to je spet še en dodaten način, kako zminimizirati stroške. Ne. Enostavno, vsak mesec lahko pošljem, že imam predlogo, enostavno samo enkrat na mesec si vzamem čas, pošljem ta denar gor, večinoma je to isti dan ali naslednji dan pri brokerju, se logiram na aplikacijo in kupim. In ti, vsaj pri mojem brokerju, recimo to Interactive Brokers, lahko ti tudi kupiš za vrednost. Ne? Ti rečeš, jaz imam zdaj 200 evrov, kupi mi te delnice za 200 evrov in polno razdeli, koliko delnic lahko kupiš, pač brez teh frakcij in enostavno ti kupi. Če ti malo stane, boš naslednjič pač to izkoristil. In na ta način se meni zdi. Torej, ne rabiš se logirati v računalnik, ne rabiš klicati bank, ne vem kaj, vse lahko to narediš preko telefona. Lej, ko sem jaz začela vlagati, ni bilo diskontnih brokerjev ali pa tako ugodnih brokerjev, provizije so bile noro, grozno visoke in si dejansko potreboval več 100, če ne celo 1000 evrov, da je bila naložba v ETF-e smiselna. No in poprečni zneski slovenskih investitorjev danes, kot sem se z njimi pogovarjala, so relativno nizki, recimo par 100 evrov. Pri katerem znesku bi rekel, da je smiselen nakup ETF-a? Kje je ta točka preloma? Je mene presenetila, ta točka preloma je res presenetila, ker rekel sem, da v kalkulatorje že pri 100 evrov lahko ti dosežeš, pa govorimo zdaj pri 10 letih, že večji donos, kot pa če bi recimo investiral v vzajemne sklade. Ne? Pa tle sem seveda upošteval, da oba sklada, mislim, ETF in vzajemni sklad dosegata bruto 7% donos, potem sem dal 2% upravljalske provizije pri vzajemnem skladu, 0,2%, kot je recimo en sklad, ki je globalno svetovno razpršen na delniške trge. In še dal sem tudi 8 evrov za nakup, jaz sem takrat dal 8%, sem zbral noter v kalkulator. In po 10 letih sem imel večji donos, kot pa recimo, če bi investiral v vzajemne sklade. Zakaj je temu tako? Ne? Ker tudi, če ti plačaš 8%, ne? Ker ta 8%, 8 evrov na 100 evrov, je isto, kot če bi plačal 8% vstopne stroške. Mi moramo se zavedati, da vstopni stroški nimajo take uteži, kot pa je razlika v upravljalskih stroških, ki ti vsak dan malo zajeda in vsak dan in to traja leta in leta in leta. Tam gre samo za enkratno razliko.
In to je mene recimo zelo presenetilo, da se da, ker vedno so se pogovarjali, ne vem, o 400 evrih, 500 evrih, 1000 evrov, kot si ti povedala. Jaz sem pač izračunal in že na 100 evrov pride do te razlike. Jaz sem se tudi igrala s tem tvojim kalkulatorjem in sem ugotovila, da manjši kot so vložki in krajša je doba držanja, bolje je kalkulacija v prid vzajemnih skladov. Tako je. Sploh, če upoštevamo recimo varčevalne načrte, kjer so vstopni stroški nižji ali pa se jim lahko celo izognemo v določenih primerih. Tako je. Je definitivno treba pogledati tudi ponudbe. Je pa res, da pri določenih varčevalnih načrtih, kjer tudi ni vstopne provizije, doskrat, vsaj kakor jaz vem, da se je kaj spremenil, te tudi nekako v navednicah prisilijo, da ne moreš zbirati glih vzajemnih skladov, rečeš lahko teh 4 sklade. Ker recimo, ne vem, jaz bi rad investiral v nek vzajemni sklad, ki ima najnižjo upravljalsko provizijo, rad bi imel varčevalni načrt, ali lahko tudi brez vstopnih stroškov stopim. To ne vem, če to obstaja trenutno na trgu v slovenskem vsaj, ampak če je to super fenomenalna zadeva. Jaz vedno svetujem pri katerikoli zadevi, vedno vprašaj za popust. Oziroma pri investiranju v vzajemne sklade rečem vedno, če že greš investirati, vprašaj, če ti dajo brez vstopnih stroškov. Nekje boš mogoče uspešen, druge pač ne boš uspešen. Ja, konkurenca je na trgu. Ja, točno to. Če ne vprašaš, ne boš dobil. Ne? Točno to. Če ne vprašaš, ne veš. Daj pa se dotakniti dividend. To je pač pomembno vprašanje, ko se ukvarjamo z ETF-i. Sploh, ko govorimo o oddaji napovedi za odmero dohodnine, je to lahko precej velik glavobol, če imamo tako imenovane distribucijske ETF-e, torej te, ki izplačujejo dividende. Včasih gre pa za tako mizerne zneske, da se mi zdi, da marsikdo tega niti ne prijavi. Kako je torej s tem? Ja, v bistvu postajata 2 vrsti ETF-ov. Eni ETF-i so distribucijski, torej, ki dejansko izplačujejo dividendo, ki jo dobijo. Drugi so pa akumulacijski, podobno kot vzajemni skladi. Oni sprejmejo te dividende na sklad in jih potem reinvestirajo. In ti dejansko nimaš davčnega dogodka, dokler dejansko ne prodaš teh delnic. In jaz priporočam vsakemu dolgoročnemu vlagatelju, ki ne živi od teh pasivnih prihodkov, kar pomeni, da nima nekega hudo velikega portfelja, da lahko dejansko živi od teh dividend, da izberejo akumulacijski ETF in s tem, ko izberejo ta akumulacijski ETF, tudi optimizirajo davke, ker dejansko recimo en sklad, ki ima domicilno državo Irsko, oni plačajo recimo na eno dividendo iz Amerike, plačajo 15%, ker imajo ta sporazum o dvojnem obdavčevanju, plačajo 15% v ZDA in pol teh 85%, ko ostane, dejansko reinvestirajo. In če ti po 20 letih prodaš ta ETF, dejansko nimaš tega dodatnega davka, ki ga imaš, če to dividendo dobiš na račun. Ker če pa recimo, da imaš na irskem ETF, pa recimo, da dobivaš dividendo iz Amerike, tam zgubiš 15% prvo v Ameriki, potem pa še moraš to razliko, pa še pol, ko dobiš dividendo, plačaš 27,5% v Sloveniji, kar pomeni, da si nekje na tam okrog 38-39% tega, kar dobiš, si dal naprej. In to se mi zdi zelo veliki delež, ki ne gre tebi. Tako da akumulacijski ETF-i so definitivno moja izbira in tudi na tisti strani, ki si prej povedala, Just ETF, tam izbereš filter, res izjemna stran. Jaz predlagam vsakemu, ki ima 1 uro čas, da se malo poigra, da izbereš tam akumulacijski ETF in ti vrže tiste ETF-e, ki dejansko ne distributirajo dividendo. In teh skladov je ogromno in so tudi zelo likvidni in zelo veliki. To sem te hotel vprašati. Zdaj, res ETF-ov je res ogromno. Kateri so viri informacij, zanesljivi viri informacij, na katere se lahko opremo? Omenili sva že spletno stran Just ETF, a je še kaj? Pa da niso po možnosti promocijski, prodajni in podobno. Ja, Marja, to je pa zelo težko. Zdaj, ko si na koncu rekla, promocijski, prodajni, si verjetno 90% takih, ker vsak ima neko agendo. Verjetno tisti, ki to razlaga, pa če predava, pač normalno, da bo pušal to, ampak iskreno jaz predlagam mogoče, ne vem, da ne bi kakšna imena govoril, pa kakšne dodatne reklame dajo, ampak mislim, da tega je dosti. Če damo v Google, pa napišemo ETFs. Jaz mislim, da ne vem, pač tudi Vanguard, če vemo, John Bogle je oče Vanguarda, ki je trenutno ena izmed največjih družb za upravljanje, ki pač so začeli s temi indeksnimi vzajemnimi skladi in pa tudi ETF-i. Se mi zdi, da recimo njegove knjige so zanimive, YouTube videi o njem, o tem načinu investiranja in tako naprej. Še ena stvar, ki mogoče nisem toliko prej poudaril, ETF-i ne sledijo samo delniškim indeksom.
ETF-i sledijo obveznicam, naložbenim razredom. Ti lahko prek ETF-a dejansko slediš surovinam, recimo, ne? Lahko slediš tudi, ne, če se malo vrnemo na kripto, lahko ti dejansko zakaj bi nekdo kupoval ETF na kripto, če lahko gre na kriptomenjalnico, ampak mogoče imaš ti nekoga, ki ima račun odprt pri spletnem brokerju, je navajen tam denar imeti, ga ima, je tam varen, se počuti varnega, ne želi odpirati računov pri kriptobrokerjih, enostavno bo probal pač kupiti ETF, ki sledi, ne vem, Bitcoinu, ki sledi Etru. In se mi zdi to zelo pomembno, da ti dejansko po naložbenih razredih, recimo, ko je nafta padala marca 2020, ko se začel tale COVID, pa ko je nafta šla na minus, ne, jaz sem dnevno dobival Marja klice in jaz bi rad kupil nafto, to je to, nafta ne more, to je zdaj $10, pa 15, to lahko sam še gor, se ne more iti na nič, se ne more iti v minus, ne. Ne, nismo niti vedeli, da se jaz iskreno tudi nisem vedel, da lahko terminska pogodba na nafto v minus, ne. A veš, in to mi je res bilo nekaj, kar si nisem mislil, da bom daj doživel, ne. Ampak ja, in jaz sem pač povedal, in to so bile težave, tudi ker ta največji ameriški ETF USO, ne, je dejansko kupoval terminske pogodbe na nafto in ker je delal te rollovere, ne, zdaj terminska pogodba pomeni, da ti kupiš nafto z določenim rokom zapadnosti te pogodbe, z rokom dobave, ne. In ti vsakič moraš kupovati nove pogodbe, ne. Pogodba maja zapade, ti moraš junijsko kupiti, ko junija zapade, moraš julijsko, septembrsko in tako naprej. In vsakič, ko so oni kupovali te terminske pogodbe, so kupovali po višji ceni, torej prodali so po nižji, kupovali po višji in dejansko ti, ki si imel ETF, si dejansko lahko potencialno vedno samo zgubljal, kljub temu, da bi nafta ostala na 30, recimo. Treba se, tako kot sem pravil, treba se zanimati, ampak imaš pa tudi to dostopnost do naložbenih razredov in je res včasih zelo enostavno priti do, recimo, ne vem, če se nekdo sedaj boji inflacije, pa bi rad kupil surovine, ker surovine mogoče dolgoročno zgodovinsko so nekako delale zelo dobro v tem nadpovprečnem inflacijskem obdobju. Ja, kupiš ETF na košarico surovin. Ne, ker imaš, ne vem, 10%, 15% nafte, 10%, ne vem, koruze, pšenice in tako naprej. Na zemeljskega plina, bakra, aluminija in tako naprej. Teh je zadev je ogromno, zato pa še enkrat poudarjam, vem, da sem že tretjič poudarjal, ampak pač treba se izobraziti in res Google je tak dan danes. Ne, pa tudi, ne, mogoče so mladi to bolj navajeni, ampak jaz kaj ne razumem, jaz začnem googlati in malo kakšno urico dve preverjam in dobim te informacije in sem takoj že lažje se skupaj odločiti. Ja, v bistvu zdaj se kar precej o vročih naložbah govoril, ampak recimo, da nismo pa vsi lovci na vroče zgodbe. Ne mi povej, kako pametno sestaviti košarico naložb iz ETF-a, kaj bi ti vse vključil v to košarico za recimo nekoga, ki je bolj dolgoročen vlagatelj, ajde recimo od 7 do 10 let, oziroma ti si celo rekel 20 let. Kako bi sestavil košarico? V bistvu ni tako enostavno, ne. V bistvu, koliko je star ta oseba, je to ta denar namenjen za, ne vem, za pokojnino, je ta denar namenjen za otroke, veš. Dajva malo specificirati. Poprečna starost poslušalcev je recimo tam okrog 30-35 let. Ajde rečiva, da želijo varčevati. Recimo, ajde moj primer, nekaj varčujem za otroke, ne. Ajde recimo, zdaj so otroci tam 2 leti pa 3 mesece, ne. Pa rečem, ajde 20 let bom zdaj za njih varčeval, ne. Ja, jaz sem se odločil iskreno za globalen razpršen svetovni delniški indeks. In to je to. In ta indeks je kotiran na nemški borzi, ticker je EUNL, iShares Scores MSCI World, torej MSCI World, in je to. In jaz ne rabim razmišljati, ker jaz vem, da delnice na dolgi rok delajo boljše donose kot kakšne obveznice ali pa denar. In jaz sem se odločil, da bom vsak mesec oziroma na vsake nekaj časa, ko se nabere nek denar, bom investiral v ta ETF in ga bom držal 20 let. Po 20 letih bom videl, kje smo in bom rekel, ok, upam, da se bo takrat nabral nekaj denarja, ne? In tako kot ti povedala, ne? Upam, da bo mogoče v prvih 10 letih prišlo do kakšne večje korekcije, da bom lahko kupoval po nižjih cenah, ne? In potencialno, pa najverjetneje ne, da bom proti teh 20 letih začel spreminjati sestavo naložbe, ampak najverjetneje ne bom, ker ne bom želel verjetno sprejemati nekih davčnih dogodkov, ali pa mogoče sem odločil, pa bom rekel, 15 let bom zdaj kupil mogoče kakšno obveznico, da ne 5 let pred tem, da otroci bodo dobili ta denar, ne tvegam preveč, da ne pride kakšne korekcije na trgih, ne, ampak večinoma imam namen držati 20 let te enote in pol potencialno jim te enote počasi dajati, ne, tiste prve, ki sem kupil, bo imele 20 let, ne, dobe, jih odprodam in rečem, evo ga, tle imate sedaj nekaj, ne, ali pa enostavno vse prodam, plačam davek na tiste točke in enostavno pol in dan. Tako da svetovno razpršen globalni delniški indeks.
To je moj predlog za nekoga, ki bi rad varčeval za 20 let, pa da ima čas, ne? Da mu ni to pred pokojnino. Ker če je pokojnina, je to malo drugače, ker je treba proti koncu iti že malo bolj v konzervativnejše naložbe, recimo kakšne obveznice in tako naprej. Se pravi, tudi konec koncev je lahko tudi ta nasvet za nekoga, ki varčuje za pokojnino ali pa za kakšne druge dolgoročne cilje. Jaz tudi ponavadi kar predlagam razpršeno košarico globalno, ker to je najlažje. Ne? Ja, pa ne rabiš imeti 5 ETF-ov, ker ti s tem, ti bi lahko kupil, jaz bi lahko kupil evropski ETF, lahko bi kupil ameriški ETF, lahko bi kupil kitajski ETF, lahko bi kupil unga. Na koncu, bolj kot ne, boš imel neko razpršitev z nakupom enega ETF-a, ene delnice ne rabiš in ne se bati, ker jaz imam samo eno delnico. Že s tem, ko si kupil ETF, si razpršil premoženje. Tako da ne rabiš se sekirati, da to ni varna naložba. To je ena izmed najbolj varnih naložb z vidika razpršenosti in tako naprej. Z vidika razpršenosti, ne z vidika, da lahko na koncu tudi kaj izgubiš. Mogoče za kontrast, recimo ravno danes sem dobila sporočilo od najstnika Nikola, saj sem ful vesela, ko mi najstniki pišejo, mladoleti 17 let star, in je rekel, da želi presedlati iz kripta v delniške naložbe. Wow. Se pravi, Nikolas je očitno nagnjen k tveganju, izrazito nagnjen k tveganju, mogoče celo špekulant. Kaj bi zdaj ti recimo vsem tem najstnikom in pa tudi milenicam in drugim, ki želijo vstopati na kapitalske trge, ko so videli te lepe donose tudi na delniških trgih, kaj bi recimo ti njim svetoval? Zdaj, gre za bolj zabavo ali gre za neko dolgoročnejšo zgodbo, ne? Ker če gre bolj za zabavo, potem pač lahko sam povem, naj pazijo na risk, da pazijo, da ne bojo preveč tvegali, da razpršijo premoženje, ne? Da mogoče upravljajo kakšne, ne vem, omejitve izgub, pravila omejitev izgub, ampak to je že ena taka tema, ki je bolj za aktivno trgovanje, ker jaz osebno, jaz sem aktiven trgovalec, eno je, kar vračujem za otroke, eno je, kar vračujem za nek dodatek k pokojnini, ne? Ampak večinoma sem jaz aktiven trgovalec, ki bolj kot ne lovim neke trende, ki trajajo tam 2 tedna do 3 mesecev. Tako da jaz bi predlagal mladim, da čim več se izobražujejo, da čim več posekajo teh informacij. Je veliko balasta, kot si povedal, tako da že to je pomembno, kako to izluščiti, ampak da se, na koncu itak vidiš, kjer so nateguni, kjer niso. Ne. Ti se nategun, ki kaže recimo same super trade, same donose, ne, in se tam v Lamborghinijih slika, pa v letalih, ne, pa te bombardira z YouTube edi, ne, to že vem, da je natek, ne, to je klasika, ne, jaz ne vem, pač konstantno eni in isti mi prihajajo, čeprav ni nujno, da je čisti natek, ker recimo tudi nekateri spletni brokeri, ko se pogovarjajo z Tonijem Jukićem, jaz konstantno imam unga Aleka Baldwina, jaz ne vem, ga ti imaš, jaz ga konstantno imam na YouTubeu, jaz se zdaj poistovetim z njim, ker tam tista perila od otrok pospravlja, pa se reče, vse te razumem, Alek, vse vem, kako je to, ne. Ampak, konstantno ta broker mi uletava noter in si mislim, pa dobro, lahko kaj drugega dobim, pa ne vem, kakšni, ko so v letalih, pa prodajajo kakšne kurse, seminarje, izobraževanja, kako zaslužiti, ne vem, 100% v 3 mesecih z opcijami, ne govorim o Forexu in tako naprej. Ne, zdaj kripto je vroč, zdaj kripto je res vroč, ker so donosi nenormalno, glede na to, kaj vemo, kaj se je zgodilo v preteklosti, in to je zdaj spet ta vroča zgodba, imaš nenormalno veliko Telegram grupov, Reddit teh skupin, YouTubeov, tako da res je treba biti previden tam danes, res je treba biti previden. Ok, ko govorimo o previdnosti, a greva zdaj na Ljubljansko borzo in ETF-e? Ja, Ljubljanska borza je slavnostno napovedala uvrstitev bolgarskega Expat ETF-a, ta sledi slovenskemu indeksu SB Top. Do konca leta bo menda uvrščen tudi ETF hrvaške družbe Intercapital, ki prav tako sledi slovenskemu indeksu. In zdaj, preden se lotiva analize, mogoče sam za info, slovenski indeks SB Top sestavlja 10 delnic. Moj disclaimer, jaz sem delničarka večine z izjemo Telekoma Slovenije, Intereurope in KD Group, ostali pa so še Krka, Petrol, zavarovalnica Triglav, pozavarovalnica Sava, NLB in Cinkarna Celje. Ok, dajva zdaj pogledati, kako uspešno sta bila omenjena ETF-a pri sledenju slovenskega indeksa. A boš ti opisal graf, kako izgleda? Ja, takole, se v bistvu, če gledamo Expat, ETF, sledilnost je bila dokaj ok, ampak kar nekako tle nisem najbolj razumel teh dividendnih donosov, ker če gledamo na Bloombergu, smo upisali noter in tam piše, da je SB Top za dividendnih donosov naredil določen odstotek, 33%, če se ne motim, v zadnjem letu,
medtem ko je ta ETF zabeležil 27% donos. Torej, razlika je bila v tem dividendnem donosu. Mislim, da je 3,5 milijona je vreden ta ETF, kar je zelo malo zaenkrat. Tako da dejansko tudi v njihovem prospektu piše, da reinvestirajo dividende, kar je pač potencialno dobra stvar, ampak zaenkrat v tej sledilnosti se to ne kaže. Tako da to je ena stvar, ki je mogoče še fajn malce raziskati. Drugače pa, če se malo obrne na to likvidnost, nelikvidnost, trenutno je ta ETF zelo nelikviden, ker s tem ETF-om se tudi trguje na nemški borzi in tudi na tej borzi je likvidnost zelo, zelo, zelo nizka. Tako da jaz po eni strani pozdravljam to, da so prišli ETF-i, da prihajajo tudi na slovensko borzo. Se pa seveda treba vprašati, da dokler se ne ustvari neka normalna likvidnost, ker tudi razpon med nakupnom in prodajnim tečajem, se mi zdi, da je 2 do 3 odstotke. Če se ne motim, sem danes pogledal ravno pri svojem ponudniku, slovenskem ponudniku, ker pač jaz imam slovenske delnice in nekje morajo biti parkirane. Sem pogledal nakupno-prodajni tečaj tega ETF-a in je bil 1,01 in 1,03, kar pomeni, da imaš 2% spreda. Tako da ampak nobenih poslov, kot sem zaenkrat pogledal, še ni. In jaz mislim, da je fajn še počakati. Kar je pa pozitivno, je pa to, da če se bo ta likvidnost začela kazati in bo ljudje dejansko začeli kupovati ta ETF, pa ta ETF niti ni najbolj poceni, mislim, da ima skupne stroške 2,14 na leto, tudi izdajatelj je povedal, zakaj je temu tako, je povedal tudi zaradi njihove majhnosti, in da bi se en del stroškov naj bi se zniževal z velikostjo sredstev v upravljanju. To, kar sem želel povedati, je fajn, da če bo prišla ta likvidnost, da bo dejansko ta denar šel v nakupe delnic. In dostikrat v zgodovini so ravno novi ETF-i, ki so bili skreirani, so pomenili začetek nekega novega bikovskega trenda. Recimo, jaz se zelo dobro spomnim, ko so v ZDA začeli trgovati tale ETF na zlato, na fizično zlato, GLD. Takrat smo videli nov bikovski trend, pa začetek enega bikovskega trenda na zlatu, ker je ogromno denarja prihajalo v te ETF-e, upravitelj ETF-a je moral kupovati fizično zlato in s tem je povečeval ceno in je to se odražalo v višjih cenah. Tako da nekako jaz upam, pa s tem, ko pride tudi od Intercapitala na slovenski trg, da s tem inštrumenti resnično upam, da bo se tudi likvidnost začela kazati, predvsem bodo tle morali v navednicah seveda nekako tudi institucionalni investitorji pomagati, da se mogoče to začne, in s tem, ko bo ta likvidnost prišla, bomo potencialno tudi manjši investitorji začeli investirati pri tega ETF-a, ker ne želi kupiti pač vseh teh 10 delnic, Krke, Cinkarne, zavarovalnice in tako naprej, ampak z nakupom enega ETF-a, in s tem bo tudi potencialno tudi Ljubljanska borza malce zaživela, ker največji problem Ljubljanske borze je trenutno nelikvidnost. Ta likvidnost, ki na trgu jaz potencialno naredim v enem dnevu v svojem trgovanju, tako da na ameriških delnicah, recimo, primer čistko včasih. Tako da se mi zdi to dobrodošla stvar, ampak trenutno pa še mogoče neprimerna za manjše investitorje, vsaj v tej začetni fazi. Večkrat se je tekom podcasta izpostavil likvidnost, pa da so pomembni stroški in z tega vidika pač tega tukaj zaenkrat ni, Ja, ni. Nelikvidnosti pa plus stroški so precej visoki. S tem, da pač oba tudi ne izplačujeta dividend, temveč jih reinvestirata, tako kot sva rekla. Eden glavnih motivov slovenskih vlagateljev, tebe, tudi mene konec koncev, da vztrajamo sploh na Ljubljanski borzi, so pa ravno dividende in te so v povprečju naresle v zadnjih letih, okrog 4%, nekaj taga. In po logiki stvari bi morala torej na dolgi rok celo presegati indeks SBI Top, saj se ta ne izračunava na način, da se upošteva tudi reinvestiranje dividend. Tako je. Tako da upajmo, se pravi, dajmo pustiti čas v čas, da vidimo, da se to malo začne gibati, pol leta, 3 mesece, pol leta, pa ko bomo malo več podatkov imeli, bomo pa lažje tudi prišli do kakšnih sklepov in se tudi lažje odločili o samem nakupu ali pa ne. Se strinjam, počakajva še malo, ker zdaj zares ni nekako dosti oprijemljivih podatkov. Letos sicer X5 je nekoliko bolje posloval kot zadnja leta, ampak to je absolutno prekratko obdobje, da bi lahko v bistvu nekako na podlagi tega ocenjevali karkoli. Sploh pa, ko se že večkrat omenil, bolj ko gremo v nišo, in Slovenija je niša, je cel kup enih problemov in če v bistvu želimo investirati denar razpršeno,
globalno pol mogoče te nišni skladi, tako Vzajemni kot ETF, nekako ne pridejo v poštev. Se popolnoma strinjam, danes, ko imaš z enim klikom lahko kupiš delnico ali ETF-a ali nekih hudih velikih korporacij v ZDA. Ne vidim neke dodane vrednosti, da bi se izpostavil nekim nelikvidnim nišnim trgom z nekim večjo količino denarja. Nikolaj, še mogoče kaj takega, na kar bi morala opozoriti, pa da recimo nisva tekom tega podcasta? Mogoče tudi to, da ETF-i so super inštrument za dolgi rok, definitivno, ampak jaz opažam, da veliko ljudi tudi aktivno trguje z njimi. Recimo, jaz imam ljudi, ki rečejo, jaz pa mislim, da bo letalska industrija sedaj poskočila na naslednjih 3-4 mesecih in pač kako bi lahko to izkoristil. Tako da jaz dobivam veliko takih tudi vprašanj in se mi zdi, da tudi ETF-i so zaradi tega, ker lahko ciljajo res nek tak specifičen segment, zanimivi tudi za relativno kratkoročno investiranje, če lahko temu tako rečemo. In pač vemo, da treba plačati davke, treba izpolnjevati formularje, ampak jaz tako pravim, ko enkrat to izpolniš, ko enkrat daš čez ta proces, tudi to pol več ni tako težko. Razen seveda, če imaš veliko poslov, pa pač si najdeš nekoga, ki ti bo tle pomagal, mu pač plačaš tisti nek dodaten strošek in enostavno poskušaš izkoriščati te premike. Tako da ETF-i so zanimivi za na dolgi rok definitivno, zaradi svoje stroškovne učinkovitosti, ampak so pa tudi zanimivi zaradi tega, ker lahko res neke svoje poglede, ki jih imaš, ker ljudje veliko beremo in gledamo in če imaš nek pogled, recimo, meni se osebno zelo dopade medicinska marihuana v ZDA, grem pogledat na Just ETF, a imamo kaj tazga, ki je zanimivo. Pa tle pa en ETF, ki investira tudi v ameriške te proizvajalce medicinske marihuane in pač probaš investirati in probaš ujeti kakšen trend. Ali pa prek izvedenih finančnih instrumentov trgovati ameriške ETF ali pa med slovenskega brokerja, ki to omogoča. Mogoče tukaj sam še eno opozorilo, tudi Toni Jukić je na to opozoril, več kot trgujemo, večja je možnost napak, več denarja zasluži na drugi strani broker, mi pa lahko ostanemo tudi z praznimi žepi, če lahko temu tako rečem. Tako da trgovanje je rezervirano predvsem za tiste, ki imajo mogoče malo več znanja. Mogoče tudi ta vidik, ki smo ga izpostavili, vzajemni skladi, če ti trguješ z ETF-i, kupuješ, prodajaš, tako vzajemni sklad deluje tukaj kot v bistvu nekakšna oaza davčna, ker deluje davčni ščit. Definitivno, ti prehajanje med podskladi enega krovnega sklada je neobdavčen, dokler ti dejansko ne prodaš točke, dokler si ne izplačaš na bančni račun. Je pa dosti težje početi kot trgovanje, ker seveda ni toliko likvidno spet, ni to likvidno toliko, da ti lahko klikneš, pa kupiš, prodaš prek aplikacije, da instantno kupiš, prodaš. Je pa to zanimivo recimo za kakšne tematske posle. Recimo, kot sem prej rekel, jaz bila je korona, tehnološka delnica začela skakati, ti si opazil, da mogoče bi to lahko bil trend, gremo v vzajemne sklade informacijske tehnologije. Daš tam, kupiš točke in pol čez nekaj časa rečeš, zdaj pa smo res zelo visok, kaj pa če bi mogoče zdaj šel kakšna surovinska podjetja, jaz mislim, da se bo ekonomija stabilizirala, zdaj bomo vsi cepljeni, prihaja cepivo, kaj pa če bi začel kakšne takšne sektorje loviti, pa takšne panoge, kupiš, pa greš, prodaš točke sklada informacijske tehnologije in kupiš točke sklada nekega takega sektorja, ki sledi tem industrijam. In na ta način seveda ne plačuješ davka in lahko prehajaš iz enega sklada v drugi. Za ta način je definitivno bolj ta srednjeročni, so tudi vzajemni skladi lahko zelo zanimivi. Mislim, da smo več ali manj vse povedala, Nikola, tako da Nikola Markovič, hvala za super odgovore. Upam, da sva pomagala pri naložbenih odločitvah naših poslušalcev, tako da iskrena hvala. Hvala, Marja, hvala za povabilo. Tako, v zadnjih 3 tednih smo obdelali vzajemne sklade, trgovalne platforme, ETF-e. Prepričana sem, da ste dobili veliko zanimivih informacij, ki vam lahko pomagajo pri vaših naložbenih odločitvah. Tako kot smo opozarjali pri vzajemnih skladih in trgovalnih platformah, še enkrat poudarimo, da je tudi pri investiranju v ETF-e potrebno opraviti domačo nalogo. Investirajte, tako kot je svetoval Nikola Markovič, predvsem v akumulacijske ETF-e, ki ne izplačujejo dividend, ampak jih reinvestirajo. Tako se vam ne bo treba vsakič znova ukvarjati s prijavo davkov. Bodite pozorni na stroške. Kot smo slišali, so lahko tudi nekateri ETF-i, to zlasti velja za bolj nišne in nelikvidne, zelo zasoljeni.
Izogibajte se ETF-ov, ki imajo težave s sledenjem indeksu, ter pazite na ustrezno višino zneska, saj ETF pri prenizkih zneskih ni nujno najboljši način varčevanja v primerjavi s klasičnimi vzajemnimi skladi. Ne bodite ljubiteljski zbiratelj ETF-ov po navdihu zadnjega članka ali YouTube posnetka, ki ste ga videli. ETF je namreč samo pot do cilja. Pomembno je, kakšna je vaša končna izpostavljenost trgu. To lahko, kot smo slišali v podcastu, dosežete že z enim samim ETF-om in pravzaprav je za nizke zneske to edini pravilen način. Samostojni trgovalec Nikola Malkovič je za poslušalce MoneyHow pripravil tudi jagodni nabor ETF-ov. Tega bomo objavili na naših družbenih omrežjih MoneyHow ali na mojih kanalih Marja Milič. Povezave bodo na voljo tudi v opisu podcasta. V naslednjem podcastu bomo povezali ključne ugotovitve in spoznanja ter pokomentirali aktualna dogajanja. Naročite se na podcast MoneyHow, zelo bom vesela, če boste posredovali informacije o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim lahko vsebina koristila. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja@businessspace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal. Lep pozdrav!